Zdi se, da vam je teh 295 000 evrov iz loterijskega davka povzročilo skoraj več težav kot pa veselja danes. No, ne bi rekel, da bi bilo težav. Sami ste z razprave videli, da so različni pogledi na delitev sredstev. Običajno je tako, da se ljudje največkrat pri denarju skočijo v lase, pa vendar predlog rebalansa je le bil sestavljen v smeri tako, da opustimo tiste manjše investicije, ki jih lahko drugače rešujemo, ampak smo predlagali v tistem delu, seveda, ki ga lahko namenjamo za kaj drugega kot namenska sredstva, za strateški cilj prvič, da sledimo odločbi Ustavnega sodišča, da čim več neskladij pri javnih poteh in cestah uredimo, da odpravimo. Tukaj je premoženjsko-pravni referent kar dosti odmer že ima pripravljenih in tudi dogovorov sklenjenih, ki jih je pa seveda treba realizirati. No, del teh sredstev pa smo namenili za to, da poskušamo rešiti eno zagato na Zbelovem, ki je povezana z gradnjo protipoplavnih nasipov, in pa seveda ne moremo si privoščiti, da bi v bodoči poslovni coni Tepanje imeli podobno situacijo, ko je 10 let praktično poslovna cona Slovenske Konjice ali Konec Travnik mirovala, in del teh sredstev je namenjen tudi za nakup minimalne površine zemljišč, ki jih občina potrebuje, da celotno cono tudi komunalno opremi. Govorimo o cestah in kasneje na teh cestah zgradimo celotno komunalno infrastrukturo, da bodo bodoči investitorji lahko čim prej pričeli graditi. In jaz sem prepričan, da je omogočanje novih delovnih mest osnovna naloga lokalne skupnosti in da nova delovna mesta pomenijo tudi razvoj lokalne skupnosti. Da bodo dobili svetnike jasno v bistvu podatke, komu bo šel ta denar oziroma od koga boste odkupili pa za kakšno ceno. Najprej morajo biti odmere oziroma obvodna parcelacija pravnomočna. Površine so znane, samo še v katastru niso vpisane, ker še ni pravnomočna zadeva. Potem bomo pa eno od dveh možnosti pogovorov, ki smo jih že upravljali, malo potipali teren, tudi realizirali. In seveda takrat bomo prišli na občinski svet s konkretnim predlogom o nakupu določene parcelne številke in seveda tudi znan znesek. O vrtcu se je tudi precej govorilo, nekako denarja letos še ne boste devali na stran, ste ga pa obljubili za naslednje leto. No, dejstvo je, da je investicija, kot je izgradnja vrtca, že kar nekaj časa na tapeti. Imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in razširitev vrtca na Prevratu, pa vendar je projektantska ocena skoraj 3 milijone evrov in to je zalogaj, ki ga ne moreš kar tako čez noč zagotoviti. V bistvu ves čas nekako z veseljem spremljamo odplačevanje lizinga za gimnazijo in s tem se bo, ko se bo novembra ta lizing ustavil, končal, ko bo poplačan, bo pri pripravi proračuna za leto 2016 bomo lahko razmišljali o najetju novega finančnega aranžmaja, novega kredita ali kakršnokoli obliko, s katero bomo rešili to težavo, to stanje in tako pričeli ciklus investicij na vrtcih, kajti ciklus investicij v osnovne šole je praktično končan, se je ta krog zavrtel, sedaj je pa na vrsti posodobitev vrtcev. Kot zdaj kaže, boste prepuščeni sami sebi, na pomoč od Evrope recimo praktično ne računate več, ne? No, moje informacije so takšne, da v tej finančni perspektivi za takšne namene enostavno ni denarja, takšna so pravila igre in na koncu koncev tudi ogromna zamuda, kajti dogovori z posameznimi regionalnimi razvojnimi agencijami še sploh niso sklenjeni, beležimo pa že drugo leto te finančne perspektive, tako da jaz se močno bojim, da bo prišlo do zastoja tudi pri gradnjah, kar zna pomeniti tudi neugoden položaj za gradbena podjetja v letu 2016 in 2017.